Dober večer, Matej, Mato Hribar in Aljoša Smolnikar, praktično moj sosed, gledal čez breg, ne? Res je, živa. Povejte, iz kje sta prlo masla, dale do mene? A ste že kaj laufala danes, ali v bistvu zdaj zadnje dni samo bolj še počivate? Po moje še bolj počivava, ne? Sicer jaz sem se nekaj probal pomatrati čez vikend, sem bil nekaj v hribih, ampak to je tako bolj, pohodniško, ampak ja, drugače pa še malo počivamo, ja. Ja. Zdaj, če Aljoša rekel, da počiva, pol jaz tudi ne smem pretiravati. Jaz tudi počivam. Ti tudi počivaš? Sem več tekel še. Zdaj, kaj pa bi videla sploh rabla pauze po počitek, no? Dajmo klele do srža te problematike prijeti. Videla sta pred kratkim naredila eno noro stvar, ne, v tekaškem smislu gledano. Zdaj, na hitro jo omenimo, pa bomo pa malo konteksta postavili še. V redu? Ok. Pa lahko kar ti mogoče. Zdaj, David, verjetno snaja tudi majčken dobu sem zaradi krone Slovenije. Ja. Se mi zdi, ja. To je zadeva oziroma vodnik, se ga mogoče Ja, daj. pokažemo. Ja, Vodnik, ki ga je napisal, mislim, da vsem dobro znani Viki Grošelj, alpinist in avtor. Nama je bila pa ta ideja s časoma toliko všeč, da sva se nekako lotila priprave, mogoče jaz od začetka, potem sem pa, ko sem videl, kaj in kako, omenil zadevo še Aljoši. Niso bila takoj čist sklepčna, se mi zdi, da bi to šla skupaj delati, ampak s časoma, ko je tudi on si prvič knjigo sposodil, sva pa prišla do tega, da ja, mogoče pa bi, in pol je tudi Aljoša vedno bolj grizel, se mi zdi, v stvar, in kar naenkrat sta bila pa zelo kompaktna v tem, da greva, samo treba je bilo najti termin, čas, ta prav, ali pa dopust, nekaj, pa še nekaj, dogaja se v visokogorju in to ne moreš danes na jutr jeti, ampak se moraš malo pripraviti, pa na koncu so vremenske razmere in pogoji tisti, ki tudi malo diktirajo, kdaj lahko greš, se pravi, ne moreš pozimi. Lahko greš šele takrat, ko pač ni več snega, nekje, da ne bi preveč riskirala, ali pa še kakšnih odvečnih derezic sabo tovorila in tako naprej. In potem čakaš in upaš, da bo tisti termin ta prav, ne. In tako se je zgodil konec junija. Krona Slovenije. Ja. Termin je bil ta prav. Bomo šli pol v statistiko, pa v detajle. Dajmo začeti na začetku. Kako sta vidva sploh spoznala tek, kako se je tek integriral v vajin life, pa kje na tej vajni individualni, tekaški zgodbi sta se srečala, pa prišla pol na koncu do tiste prve ideje, ne? Tale ni bila prva namreč, ne? Ja, Aljoša, ti povej, me zanima, kdaj je začel laufati, pa kje naj bi se midva srečala. Ja, kje sem da slišimo dve različne zgodbe zdaj, Zdaj sta me najde, ne? Ajde. Ja, začel sem, kaj pa vem, to je že kar nazaj, po moje, več kot 20 let zdaj, z namenom prvo pač nekako shujšati, ne, ker jaz sem bil kar malo bolj presep. Se te ne predstavljam, ampak ja. Tudi jaz ne zdaj, ampak ja, tako je bilo. In nič, takrat se je lih tale Gradiško jezero, tlele pri nas nekako naredil zgradno avtoceste in tam sem začel nekako nabirati kilometre. Mislim, da prvi tak uraden tek, tako da je bil pač ljubljanski polmaraton, to je bilo, mislim, da 2007, ker sem ga kar pač dosti dobro odlaufal takrat za prvič, ne, in pol dobiš neko potrditev, da pa mogoče še kdaj lahko tudi kaj drugega nekako odlaufaš, ali pa da ti je to okej, ne. Yeah. Tako da to je, kar se tiče začetkov, ne. Pa sem padel noter v ta svet prek tekaškega foruma, ki je bil takrat zelo aktualen, in tam sem spoznal tudi te
narekovajih lahko rečem že takrat norce. In tudi Matej je bil eden izmed njih, ki so bili zelo pač gor prisotni, aktualni, imeli so neke tekaške trekking lige, začeli so malo s temi ultrami se spogledovati. Tako da jaz sem kar rabil nekaj časa, da sem tudi jaz nekako to pokapiral, ker sem bil pač prej bolj na cesti, ne, pa tako. In ja, pa kaj enkrat te fantje vzamejo sabo, ne vem, nekam en hrib, malo tako in pol vidiš, da je še kaj drugega, ne, samo asfalt in pol padeš noter, ne. Tako da to, zdaj točno kdaj sva se mi dva videla, mislim, verjetno sva se že kdaj prej na kakšni tekmi mogoče, pa ne vem, teh raznih. Na tekmi, ja. Na tekmi, ne. Zdaj, Sam ne na cestni pa tekmi, po italijan smo govorili. italijansk, Palma Nova, ne? Ne, tam sem bil sam enkrat. Ok. 2013, mislim, da leta 2013 smo v Cortini pred Lavaredom skupaj preleteli na prijavah, se skupaj fotkali tudi Točno. s takimi mojstri, kot so bili David Kadunc, Avi, Marjan Šebenik, Marko Perko, Alen Božič, Tako. Aljoša, Peter Macuh nam je nekako šel. Ampak ja, tista fotka mi je kar v spominu ostala 2013, se mi zdi, da sem midva nekako skupaj prišla, da smo kavo pili in da sva se po tistem mogoče kdaj slišala za kakšno stvar ali pa kaj, da se je počasi začelo mogoče dogajati. Ja. Zdaj imam to sliko. Se spomnim. Tako da to je bilo ono, ja. 11-12 let nazaj, ne. Mislim, takrat so mene po moje še bolj tako naštimali, ne, da ne grem na neko tako tekmo, pa to, ker jaz to takrat nisem poznal te scene še toka. Ta Cortina trail, vem, da je bila ena izmed takih dosti prvih v trailu. In tam smo se po moje res da tako spoznali. Ja, mi je pa zanimivo, ne, da kdaj si začel laufati, ker sem tudi jaz v bistvu tam nekje 2006, ne. Recimo v mojih 35 letih šele, s tem, da sem jo prej podlagal nekje, košarko sem treniral, da enega 17 leta, pol smo v bistvu igrali veliko te hakle, 3x3, take zadeve. Sem laufal, majčkam tako, preko trim steza, samo zaradi tega, da sem lahko basket igral. Pa se po enem momentu tudi prelomil, ko sem videl, da nekako te ekipne zadeve, da ne razmišljamo vsi podobno in da je preveč kreganja in izgubljanja živcev na igrišču zaradi nečesa in takrat sem vedno bolj začel razmišljati, da bi šel proti hribom. No, in pa sem začel nekako s hribi, s hojo v hribe, s kakšnimi takimi lovskimi stezami, tako kot tudi še zdaj. Pa mislim, da mi je sestra rekla, ki je bila pred mano na tekaškem forumu, pa daj pa ti probat neki laufat, neki 10, pa v maraton, tebi šlo to dobro, ne. In sem še tudi jaz na Ljubljanski pol maraton prvi potipati, kva to je, ne. In je bilo tudi sorazmerno v redu za nek začetek, pa z nobeno tako preko podlago, nobeno pripravo ta pravo, no. In pol tudi od tukaj naprej še kakšen polmaraton, kakšna 10-ka, kakšna 14-ka, kakšen nek na pol trail, pa tako, da se je potem počasi to odpeljal proti ultram, ne. Pa da skoraj ni bilo več asfalta. Mislim, kar nekaj časa smo te kratke laufali, mislim, se jasno, recimo 10, max, jaz si nisem upal takrat, polmaraton je bil tista prvo, ampak nisem razmišljal jaz takrat niti o maratonu, kaj šele, da bi rekel, ne vem, neko ultra, ne, vse, kar je pač več kot maraton. Ne. Mene je bilo to nepredstavljivo, ko sem tam bral njihove zapise, sploh teh, recimo David Kadunc, Avi bil res takrat top of the top, kar se tiče pač pri nas in tako, in smo ga vsi samo gledali, ne, in pač nisem si mislil, da bom pa kdaj kaj podobnega šel laufati, ne, ker mi je bilo vse nepredstavljivo. Ne. Kire ultre v smislu tekaške prireditve so ti ostale tako najbolj v spominu, da jih našteje na par, pol pa še ti Matej. Dobro, ta Cortina trail verjetno zato, ker je bila med prvimi, pa tudi tam je šlo dosti v redu, za prvič to,
potem pri nas je tega pol ratal, mislim, prve so bile pač Istra, 100 mil Istre, to je bilo takrat za Slovence itak nekako najbližja, da je bilo tujina, ne, sicer pač na Hrvaškem, ampak vseeno smo se počutili kot doma, ne. Ampak ta prva je bila še tako, kartonček, ta periferni, veš, kam moraš pač štempljati, ni bilo še tako, pač, ne, to je bilo še vse bolj začetki, ne, ampak je bilo zanimivo, ne, une lončke v zadnji kovinske, ki so 100 km tam ropotali, pa tako. To so bile te, pa se šele to začelo tudi pač pri nas, ne, tako da, pa je tega ratal velik, ne, tako da, se ne vem, zdaj, da bi nekaj izpostavljal, mogoče tudi ne bi bilo. V Šamoniju si bil. Ja, pač tako bom rekel, no, tujina je res tako malo, mogoče drugačen vibe, res tam je masa ljudi, sploh ta Šamoni, ne, to je res nekaj posebenega. Pa se bil na Madeiri, pa na Tenerifih. Ja, mislim si, težko je zdaj reči, kjer je una, ne? Kaj je bilo tega kar nekaj, ne? Tako da težko pa rečem zdaj, kjer je bila pač una, top of the top. No, se pravi, je bilo kar nekaj, ne? Daj govor, a že kakšnega vrgovan, da nam idva ta prva, ki nam vas zadostila. Dajmo, daj štikove. Ja, pri meni je bilo pa tako, da dejansko, tako kot je Aljoša omenil, Trekking Liga je bila v Sloveniji, slovenska Trekking Liga, kjer smo se šli mal preko tak tek od 35 do 50 km trail, hkrati je bila pa to še orientacija. Ne toliko preveč zahtevna orientacija, ampak kljub vsemu bile so pa tekme, ki so bile kar zahtevne tudi orientacijsko in to je bilo prvo spoznavanje z nekimi razdaljami pa višinci. Veliko smo se zgubljali, več si se zgubljal, mogoče več si kilometrov naredil višincev in pa spoznal določene modele, ki so ti bili blizu. Predvsem smo bazirali iz hribov pa z neke ljubezni dejansko do gibanja v naravi. Pol sem pa prišel recimo v Podbrdo na gorski maraton 4 občin, kjer so se te isti modeli pojavljali in v njih so šli že večkrat, sem tudi jaz gledal, wow, ta gorski maraton 4 občin ni toliko simpel, v prelepi Baški grapi, če bo tole Joško tak Skobner gledal. Pol od tukaj naprej je šlo pa, so se pa tudi začele pojavljati tekme, tako kot je spet Aljoša omenil, 2013 100 mil Istre, to je bila prva taka 100-milska dirka v naši bližnji okolici, kamor smo kar masovno dejansko Slovenci šli. Ta prva izvedba je bila malo taka preko prva, čudna, majčken, ampak zanimiva. To nam je dal pa po mojem zagona, da smo se udeležili te tekme, saj še jaz, recimo 3-krat sem 100 mil v Istri pretekel, 2-krat 100 km, 2-krat 70 km v Istri, potem pa v Cortini Lavaredo, pa v Šamoniju 100 mil ta ultra trail v Mont Blanc. Pa še kaj, ne, Vipava, pa K24 v Črni. Pa se jih pa kar nabere, ne? Se jih pa spet Pušelc v Podbrdu, pa... Zdaj ti vrača. Tudi Matej še našteva kar nekaj časa, ne? Ja, in je tega kar nekaj bilo v enem obdobju, hkrati so me pa zaradi tega, ker me dejansko hribi privlačijo, ne nazadnje sem iz Kamenka, hribe imam pred nosom in sem velik tam, te pa tudi srkajo kakšni taki majčken izzivi, ki se jih greš, pa se jih lotaš na svojo pest, na svojo roko in te so pa tudi vredni. Lepo si pripel, lepo si nastavil zdaj. Lahko stanova pripel. The best. Se pravi, kdaj pol vidva pridete na idejo o osvojitvi 3 vrhov v enem dnevu? Se pravi, najvišji vrh Julijcev,
najvišji vrh. Ja, le bom jaz zdaj spet Mateja izpostavil, ne, ker In Kamniški. jaz pač do zdaj sem bil vedno na tekmah. Ne. To pomeni, imaš pač traso, imaš označeno, skoraj se ne moreš zgubiti, čeprav sem bil kar dober v tem, da sem se doskrat, no, ampak okay. Tako da ja, Matej je pa pač res ne, iskanje nekih novih poti ali pa mogoče prej malo raziskovanja pa tako naprej. Ne. In verjetno si tudi takrat nekje najdel te 3 vrhove oziroma mogoče... Ja, za te 3 vrhove moramo povedati, ker se bo tudi nanašalo na to krono Slovenije, da 3 vrhove so, mislim, da leta 2010 se lotili 4 alpinisti, a ne, med njimi tudi pokojni Urban Golob, Tadej Golob, pisatelj, ne, bi rekel, alpinist tudi, pa še 2 možakarja, ki zdaj le rajš ne bi probal s priimki. Oni so se to lotili enkrat v momentu, ali pa v nekem obdobju, ko so imeli težave neki s koleni in tako in niso šli nič bi rekel, v Himalajo ali pa kaj takega. So pa rekli, dajmo tole narediti, ne, kako bi iz Kamniške Bistrice prišli dejansko čez Grintovec in potem Stol pa na konc na Triglav. So začrtali pot, so se pripravljali in to zadevo je takrat spremljal, niso bili uspešni, a ne. Dali so si pač cilj 24 ur, ne? Rekli so 24 ur, ni jim ratal in pol so tudi ugotavljali, zakaj ne, in je bilo tudi po svoje kar zabavno in smešen, ker so pač, bi rekel, razgledani možakarji in so to zelo lepo opisali. In na to zgodbo je padel najin znanc, prijatelj, Jani Maren z Vuzenice, ki je bil tudi ultraš. In je rekel, jaz to grem. In je šel prvič sam, mu ni uspel, drugič je mene povabil, jaz niti nisem vedel, kam točen greva, nisem bil toliko pripravljen na to. Daj povej sam, kako to v sklopu statistike zgleda. A veš, zdaj smo imeli 3 vrhove. Daj malo povej številke. A ja. Zanemrljiv. Pač. Mislim, da so 3 vrhovi nekje, da sva takrat, ko sva z Aljošo uspela, se pravi leta 2017, jaz sem v 3. poskusu pol uspel, se pravi 2-krat sta bila neuspešna, da sva nekje namerila 107 kilometrov, pa nekje enih 7700, kva pa zvem, tam nekje višince. Tam nekje je bilo. V enem dnevu, ne? Oziroma v manj kot 14 urah. Ja. So kar lovila mejo, takrat sicer, ampak je ratal, ne? 23 ur, a je bilo 43? 23 ur, pa ne vem, nekaj čez 30 minut. Čez 30, no tako, ja. Ja, in klej jaz vidim, ne, na podlagi tega, da sem bil 2-krat prej neuspešen, da tretjič greš pa malo v strahu, ne? Mal se bojiš, a bo še tretjič tako, kot je bilo prejšnje 2-krat. Mar se bo tako išlo. In si malo v strahu in se malo bojiš in zato je bilo tudi dobro takrat, da sva z Aljošo šla. Tukaj sva zdaj združila, recimo jaz sem vedel, da Aljoša je toliko boljši tekač od mene, da mogoče ne bo imel nobenih težav sam sabo, kar pomeni, da lahko malo se z mano tudi ukvarja, če bom jaz zašel, po drugi strani pa, da bo majčkan takrat, če bi jaz bil v krizi, da on majčkan to proba, ali pa da naj malo naprej porine, pa tako, ne. In to se je izkazalo takrat, kot zdaj, pač dobra rešitev in dobra kombinacija. Takrat sva uspela, sicer dokaj za las, recimo, da je 25 minut sva imela fore. Jaz sem se spet pri vzponu na Triglav ukvarjal z nekimi podobnimi težavami kot prejšnje 2-krat, ampak nam je ratal kljub vsemu in to je bila zame dobra zgodba in dobra lekcija in spet neki izkušenj v bistvu, ker ipak na Triglavu je cilj, ne? Na Triglavu končaš in potem se spustiš v dolino Krme, dolg spust. Prej sem 2-krat pomagal na Planiki, po Triglavu. Se pravi, sem le naredil eno pot, ene višince, zmanjkal mi je samo še Triglav, ne? Ampak sem bil
toliko fertik, da je enostavno Da ni šlo, ja. več. Takrat, ko mi pot loviš, ko gledaš na en uč, ko pač gre vse po svoje, nima smisla se še s Triglavom ukvarjati, niti se ne moreš. Tako da, Se pravi, Aljoša, ti si pa v bistvu pol prve, to ti je ratar. Jaz sem v prvem, mislim, je ratel, ker nisem vedel, kaj se spuščam. Ne. Nisem vedel, kaj se Ker sem rekel, v redu, Matej, grem. Ne. Nisem nekaj razmišljal, ne pač. takrat, ko Aljoša puščico spusti z loka, takrat kar prleti cilj. In doskrat je bolj, da ne vem, v kaj grem, ne. Ker po moje, če prej vedel, zdaj verjetno ne bi šel. Ne. Tako da, ja, in pol kar gre, ne, nekako. Tako da, ampak je spet drugače, se pravim, jaz to sam verjetno se tudi ne vlotil. Matej naredi na tem, da najdeva pot, da najde pot. Pač to je več ali manj vse od njega. Jaz se pravim, jaz sem pač mogoče čuden so slišal unka, pač pridem in laufam. Mislim, ni čistko, ampak ampak je pa pač neka energija, ki se nekako ujamava in gre, ne. Se pravim, ta priprava pa to je pa več ali manj tako, iskanje poti je pa vse nekako od Mateja, ne, Ja, klej je bilo že nekaj dela narejenega, ker sem šel z Janijem. Jani je to takrat tudi raziskoval te poti in potem hkrati meni pokazal, ker so šla skupaj. On je takrat uspel, drugič se mi zdi, jaz nisem in potem sem šel naslednjič sam in sem se spet s temi potmi ukvarjal, ker ipak imaš vmes majčkan mogoče iz Jezerskega proti planini Dolga Niva, nek odsek, ki moraš majčkan pogledati, kako je s potjo zarašena, ni zarašena, kaj se dogaja. In jaz imam vesele s tem raziskovanjem, ker je tako zelo neobremenjeno, zelo se lahko takrat posvečaš okolici, naravi in so neki taki tekaški izleti, da takrat, ko se dejansko lotimo, da res lahko zapičimo nekaj v zemljo in upamo, da vzklije. In ni čist tako, da tudi Aljoša bi tle samo prišel teč, mogoče od začetka res jaz malo več vložim tega v pripravo, nekje, da neke smernice ali pa časovnice ali karkoli določim, pol pa ga, ko on potrdi, da je za stvar, pol začne tudi njega vleti zraven ali pa ga že je, začnem mečkam tako nekako malo več rabo mogoče, dregati, da se začne. Mislim, tako je. Jaz si želim, da bi šel zraven in zato malo vložim tudi tega truda, da bi on na koncu rekel, ja, pismo pejmo. Pač malo neki izgovor, da se parkrat dobiva prej, ne vem, na kakšnemu pivu pa to. Pa pač nekako prideva skupne. Ja. Sam od takrat ni bila pol pauza do zdaj, do krone. Se je še, verjetno še kaj vmes zgodil, ne? Sta še kaj ušpičila? Ali sta bolj trenirala za ta zadnji mega podvig? Ja, ne, seveda, zgodil se, ja, dobro si rekel. Ja, zasledila sva, da je najen trkaški kolega Miha Vidali iz Domžal, da je tekel po domžalski poti spominov. Tako. In takrat sem jaz ravno prišel iz tekme v Cortini Lavaredo, to so bili koronski časi. In v Cortini na tej tekmi smo mogli uporabljati maske. Se pravi, na štartu smo stali z maskami, pa smo pretekali na ukrepčevalnico, si dal nekaj metrov prej gor masko, si je tam nek poiskal pač masko, se mi kar kurja polt. Če komentiram, vidiš, samo odkimalo. In potem si prišel na pa te je on radar spustil na ukrepčevalnico in potem si tam rekel banana prego. In potem so ti tam one na pultih dale banano, si vzel banano in si šel tja in si jo pojedel in si še nazaj pa si še banane prosim. In se mi je zdelo skrajno neumno, ker kaj, ko tekači pridemo na ukrepčevalnico, pobereš tam nekaj, ki vidiš, hiter zmečeš, še malo pogledaš, ona ti proba še kaj ponuditi, ja, mogoče ne in greš naprej. Tukaj smo se šli pa zdaj neko postrežbo tako in mi je bilo ko je tekma trajala, tudi vročina me je majčkeno dotovkla, no, moram reči, pa so džal tam nekje, malo prej, ampak se mi je zdel malo neumen. Se rekel, se gremo zdaj ta trail, ki je neka svoboda, hribi, ko bi mogel sproščen teč, zdaj se pokvarjamo kle z maskami, pa z neki to, in se rekel,
to ni zame, ne. Mislim, to ni to. Sej mrzdo je pol v komentarjih, recimo na Facebooku rekel, da je vesel bo, če dobro, da imamo. Se rekel, ne, sploh ne rabimo. Naj odpovejo, pa nimamo, pa imamo pol, ko bomo zdravi, pa srečni, zadovoljni. No in pol, tam sem odstopil in sem mal pol iskal neko vsem samo potrditev. Mal sem bil razočaran kljub vsemu in sva to domžalsko pot spominov nekako začela ubirati, pa plest, pa sestavljati. A se je kle še kaj uperil pol ali je pol? Ne, zdaj sem bil pa kar domačne, ker en del gre pač po teh naših stezicah tle, ne. Zdaj sem bil pa kar suveren takoj, ne. Tako da sem bil rekel, tle bom pa jaz prevzel tudi diktiral vlogo vodnika. Tle sem pa jaz prevzel to funkcijo raziskovanja. Sploh ta del, tle, ki gre tudi po Moravški. Ja, to še jaz lahko potrdim, ja. No, da se kar dobro znajdeš. Sta bila neki skupaj takrat? Ja, sva bila že dvakrat. Dvakrat, ja, sva že skupaj laufala. Tako da ja, tle, te konci so mi pa bolj tako poznani, pa to in sem bil pa kar... Sploh ne vem, če smo se kaj prej pogovarjali glede tega, no, ampak sva kar nekako. Tudi jaz se ne spomnim. Tudi raziskovala, mislim, da nisva nič neki, ne, ful. No, neki sva hodila, določeni odseki spet niso bili meni najbolj jasni. To si spet na skrivaj pol počel, ker jaz... Ja, mogoče. Veš, ker ta domžalska pot spominov, se ne vem, ali jo poznaš, ali pa koliko ja, ta del, v detaljih. Ja. Ta naš del, Moravški, ne. To je pot spominov, ki gre nekako od spomenika do spomenika v bistvu padli borcem nekako in tako. In je bilo treba določene poiskati. Ne. Pod Homškim hribom je eden pol, tamle not nekje Radomlje, kva pa izvem, tam nekje v Majni je ena taka mal bila neka bolnica, ki je neki skrit, pa tako malo je bilo treba. Pa tudi tle, recimo, ta del je zanimiv, ne, ker Moravška planinska gre pač gor skozi po hribih, a ne pa pač prideš pol, ne, v Kandršah na drugo stran. Tle je bilo pa treba se spustiti v Moravče, ali zaradi tega spomenika, ki je pač v centru, ne? Pa potem na Limbarsko, recimo. Ne? To so bile take finte, ki sva pač mogla malo drugačiti. No? Ampak ja. In pol obstaja knjižica, Domžalska pot spominov in štemplaž, tako da to je dobro. Moram reči pohvalno od, mislim, da Domžalskega planinskega društva, upam, da se namotam. Tako in tudi na koncu ti nekako dajo eno potrditev, ko jim pošleš te štemple in za nagrado nočitev v Domžalskem domu na Veliki planini, kar so seveda izkoristila. Je bilo krasno, ne. Fajn sva se imela, nekaj sva tekla, megla, oblaki so bili, super. Pa tudi pivo imajo na Domžalskem domu. Tako da je to. Pojte na Domžalsko planinsko pot. Se splača. Ja, pa spet, niso toliko visoki vrhovi, je tukaj nekje 100 kilometrov, se mi zdi. Ja, nekaj tašnega je bila razdalja tudi. Tako. Mal nama je bil, vsaj men, je bil mal izziv čas od Mihata, ki sem ga omenil prej, Miha Vidali, ampak sem na koncu spoznal, da kljub vsemu ni zastonj boljši tekač od mene in je boljši obrnil ta krog kot midva, ampak tudi midva so ga, mislim, da kar dober. Je pa nekje okrog 3500, 4000 višincev, tam spet ne vem čistoča. No. Tako taka kar tekaška, ker so razmerno nizki hribi. Je bilo pa mogoče edin to mi v spominu ostal, ker je vse nižji, ker je veliko po gozdu, je treba tudi ta prav termin zbrati, da ni preveč dežja, ker potem je pa tako blatana. In po tistem blatu se kopati, to nama pa ni bilo in sva tudi čakala na en tak ta prav termin, da je bilo dokaj suho, da je bilo da ni drsel, da se da lepo teče. A sta takrat slučajno tekom tega podviga že začela razmišljati o naslednjem? Takrat Krona Slovenije, pa te zametki, te ideje so že začeli preletavati. Mislim, da Krona še ne, to je Viki. No, kdaj je pa to pol? Mislim, da je to Viki, kdaj je delo 2021, 2020 je, mislim, da tale knjiga išla. Ja, zdaj jaz vem, kako je bilo. A jaz povem.
Ja, ok. No, Da vidimo, pa še tvoja verzija. Ja, veš, ne, sej, pa da vidim, ja. če bo. ja. Ja, pol je bilo tako, ta domžalska pot spominov nekako še ni bilo dovolj in mislim, da sem šel jaz pol, da sem se spravil še v Kamenku, imamo Stari grad pa Špico, ne, dva taka hribčka, Špica je na 660 metrih in sem si rekel, pismo, kva če ne bi šel zdaj le še 24 ur Starega gradu pa Špice, ne. Da delam kroge, stvar sem malo pomeril, pogledal, kako bi šlo in sem se spravil. Takrat je Aljoša prišel tudi malo pomagati za enih 10 sponov, ker je imel naslednji vikend tekmo K24, pa mu je že teh 10 sponov, se mi zdi malo odveč, pol hodil na sami tekmi. To si vzel kot trening. Ja. Mislim pač, grem malo Mateja pogledati, pa pač par krogov z njim, ne. Sem pa to hiter, pač padeš not, ne. Ja. Tako da, ja. Ja, in no, potem sva šla pa midva v Švico na eno tekmo, ne. Mislim, jaz sem imel takrat pol malo tudi nekih zdravstvenih težav in sem pol malo te stvari dal tako malo na stranski tir, kar se tiče teka. Sem rekel, ok, to je to, ne, that's it. In pol spet Matej nekak debata, ti veš, da sem se jaz prijavil na neko tekmo v Švico. Jaz to sploh nisem hotel slišati, ne, kaj tak, ni šans, ne. In nad spet pol nekaj premlevaš in mi ni dal miru, ne, sem rekel, dej ti, kjera tekma je to, ne, pa mi pol pove. Jaz doma sedim, mislim, da ne vem, mogoče sem spil 2 piva, ne vem. In pogledam to tekmo. Zelo slaba. Pogledam to tekmo in način prijave, da pošleš mail, pač pošleš svoje rezultate in te pol oni potrdijo ali pa pač ne, ne. Jaz čistko, res za finto, mač. Sicer ne na to dolgo razdalje, 100 mil, ampak sem se prijavil, mislim, da je bila, ne vem, koliko je bila, 60 km nekaj ali še celo manj nekaj tako. Recimo, ja, ne vem okay. točno. Inače jaz dobim takoj drug dan mail, pač valjda potrjeni na tekmo, ne, jaz to, shit. Kaj počnem, ne. Inače pa je bilo treba mačkam pomigati, ne, da ne grem za ston, pač v Grahan, Švica, pač to ni tako blisne. Tako da ja, Matej je, itak so šli prej gor, ker si imel prej štart in tisti čas, ko se jaz pelem gor, pa sam pri sebi študiram, kaj sploh to pač počnem, ne, ker nisem bil niti pripravljen, niti tako, ne. In ja, pridem gor, Matej je takrat že prečasno, a ne, zaključil. Ja, ne vem, Ja, mogoče, ja. Ja, mislim, da je bilo tako, ne, Aha, da si ti prišel, jaz sem pa že končal. Ja, da si že končal, ker ste itak začeli že pač en dan prej teči, tako karkoli. In pol valjda, to me je še malo dodatno uno in jaz bi mogel imeti štart drug dan zjutraj in spat ob 4. ob 4. In mi nekaj mi ni bilo cool, ni mi dal miru, nisem mogel zaspati nič, ne, in sem rekel, ne grem se jaz več tega. In sem pač organizatorju poslal, pač, da ne bom štartal. In to je to, kar se tiče mojih tekem. Takrat je bila prva, edina in zadnja, ki sem pač odstopil, DNF. In s tem se je moja tekaška kariera, kar se tiče tekem, nekako zaključila. Ne. Pa sem zaspal, ne. Pa sem bil kar tako cool, pomerjen. Jaz, ne, ker so taka frika na telefonih, pa z vsemi temi prenosi podatkov, pa to, on je meni poslal, ne, jaz ne bom štartal, jaz pa tega nisem videl in sem šel zjutraj ob 4 ga na štart bodrit. Prijem jaz iz Čelko, tam po vasi dol, čez Entravank, imam temi sicer simpatičnimi švicarskimi lesenimi hišami in gledam na štartu in ga ne vidim. Pa ni jih bilo lih toliko veliko. Gledam, stopam na eno klop. Njega ni. Gledam, kako dobro na WC je šel verjetno. Okay, ne vem, še kaj. Poga res ni bilo. Ni ga bilo. In ko so štartali, sem še zmer gledal pesmo, spregledal sem ga. On mene ni videl, jaz njega ne. In pol ne vem, kako sem prišel do tega, da dejansko ni štartal. Pol zjutraj sprašal telefon, ja, si videl moj SMS. Mogoče, ne. Ja, tako nekako je bilo, ne. Drugi dan se vidimo na kavi, ko je s tabo, ja, lej, ne gre, gremo na kavo, ok, cool. In nekako
je bilo to polkrat debata tako zaključena. Pač je pa tudi Matej nekako takrat prišel do... Ja, to je bilo, ta koronsko obdobje je bil mal tak, verjetno ima vsak kaj zapovedati tukaj od preko tekačev do marskoga. Vsak ima neko svojo zgodbo, ki se je mogoče malo poderal tisti življenjska utečena linija, recimo, in takrat se je Aljoša, tako kot je povedal, ukvarjal z nekimi težavami in vprašanji in tudi jaz sem se začel. Mogoče je bil tale v redu s temi maskami nek uvod. Potem sem se pa res spraševal, a dejansko še želim, a želim na tak način, kot je ta korona pokazala s temi maskami, pa ne vem kaj. To ni to. In potem sem nekako vseeno prišel do tega, da mogoče sem si postavil, da bi še 200-milski tekmi odtekel. Ena od teh bi bila kvalifikacijska za eno drugo in z uno drugo potem bi pa pač zaključil. No, in izkazalo se je, da dejansko sva prišla v Švico. Bilo je začetek septembra. Krasna dolina, super hribi okoli, razgledi, plus 24 stopinj na višini 1600 je ta vas Grahen, taka lepa vasica. Mislim, vsi pogoji za lepo tekmo in za to, da se nečesa lotiš in narediš. Jaz sem pa štartal na tej ultratour Monte Rosa, se reče, ki je mogoče še težja kot Mont Blanc. V bistvu organizatorca Lizzie Hocker, Lizzie Hocker, Angležinja, ki je 5krat zmagala na ultratrailu Mont Blanc in je tukaj na tem območju okoli Monte Rose trenirala in je tudi si zamislila dirko, ki je zelo, rekel, lepa, zelo lepo območje in pokrajina. In ko sem štartal, nekje sem od polmaratona, od 20 km naprej začel razmišljati, da v bistvu pa sploh nočem več. Da sploh nočem se več ukvarjati s tem, da nekoga lovim, da nekdo mene prehteva. Ker ipak, če hočeš 100 mil teči, mora biti tvoja odločitev, volja precej trdna, nekaj mora biti vloženo v to in moraš verjeti. In pri meni je bilo takrat mogoče preveč vprašanj, da bi to tako šlo 100 mil, pa ker ne moreš kar tako, se mi zdi. In pol sem od tega 21 km, kjer je bila ukrepčevalnica, pa do odstopa na nekje 40 km v Cermatu pod Matterhornom, spet lepa slika, vse je v redu. Ko sem se, bom rekel, trdno odločil, da je to, vzel vrečo in tisto, kar me je tam čakal, se še malo sprehodil po mestu, videl, da je to Bled x7, da mi tudi ne ustreza najbolj. Ta turizem se spustil v dolino in odštopal nazaj v vas. In tako kot Aljoša, mislim, da so bila precej pomirjena pol tisto popoldne, da je že tako pravno. Ka ne glede na vse, mislim, vsaka tekma pa lahko še tako, ne vem, znana, neznana, je nek pritisk ali pa si ga sami naredimo. Ne? Mislim, da tiska reče, da gre na tekmo tako malo uživati, pa to pol, mislim, da to ni tako. No? In imaš neke, sam od sebe neke pričakovanja, ja, neko lovljenje, mislim, vse to je normalno, vse to smo počeli vsi, ne? Ampak pol enkrat mogoče prideš do tega, da pa pač tega res ne rabaš več. Ne? Pa verjetno bi lahko še kaj, ne vem, pokazal, še kaj imel zadeti ali kakorkoli, tudi sam sebi, sam komu ne dokazovati, mislim. Jaz tle sem pa rekel, da se ne vidim več tako o tem, tako da. Ste pol začela v bistvu teči malo bolj za dušo po vsem tistem, ne? Meni je bilo veliko lažje. Korona Slovenije je pa pol posledica vsega tega, te osebnostne rasti tudi, kar se tiče v sklopu teka. Ne, lahko bi rekel. Sicer sej smo tudi na tekme hodili z dušo. Kljub vsemu nisem šel čisto na vsako tekmo, ampak sem malo izbiral, koliko mi je pokrajina všeč. Ne bi mogel na Madžarsk teči 100-kilometrskega traila, ultratraila po tistih ravninah, si predstavljam, ali po Vojvodino, ne vem.
Meni morajo biti hribi, mora biti neka kulisa in prijazna narava, da se čim bolj zliješ s tistim okoljem, bolj se počutim. In če če začutim, da mi je tisto okolje sede, pol je to, pol je uživancija in je to ta prav trail. In mogoče, ja, smo tudi, se pravi, na teh tekmah lahko zelo z dušo tekali. Take stvari, kot je Krona Slovenije, Trije vrhovi, ali Grintovci ekstremno, ali Domžalska pot spominov, to je pa spet nekaj, ki pa mogoče poteši še neke druge. Kako je pa to sprejel, to idejo? Krono. Ja, Zdaj pa lahko tudi povesta, o čem sploh govorimo, kakšna je statistika, kje so številke. Slišali pa smo, da so to pred kratkim zrihtala. Ja. Tako da dajte si malo duška, mogoče ti svojo plat zgodbe. Mislim, ja, to je spet tako, pač, kot vsaka stvar, ki mi Matej predlaga, ker pač da neko idejo, sem jaz od začetka to prvo malo uno, ne. Vem, da bo zanimiv, pa vem, da bo fajn, ampak po drugi strani pa vem, da bo pač treba nekaj tudi vložiti, enega truda, ker tole niso stvari, ki pač so tako malo, ne. Gremo pa gremo, ne, pač. In to Krono, ja, mi je pač Matej že parkrat omenil, ne. Ampak jaz sem to kar malo preslišal, ne. Se pravi, jaz sem jo malo več delal sam sabo ta obdobje in se mi ni dal tako lih... Pravi in se blesal. Ja, zdaj me še malo prosne na ta način. Ne tako, ampak ja. Ampak pol vsakič tako in se neko, da grem pa jaz res v knjižnico, pa da vidim, ne, kaj to je. Ne. In jaz vzamem to knjigo v roke, Biki Grošelj, itak, nimam, mislim, car, ne. Se neko to zihar bo kul, ne. In pol, ko vidim te razdalje, pa to me spet malo uma, ne. Daj, malo se umir, ne moreš to kar, ja, ne. Koliko časa nazaj si šel ti po to knjigo? Mislim, da zdaj, malo manj kot 2 leti, jaz ne vem. Mi dva sva se, knjiga je, tako smo prej mogoče že omenili, 2020 šla, mi da sva 2023 nekje začela z nekimi temi uglednimi turami, recimo. Prej smo se pač pogovarjali o tem, da sem šel pač prej po knjigo, ampak pa sem jo tudi nazaj nesel, ne. Kakor sem jo vzel, sem jo tudi nazaj nesel, ko sem rekel pač, ne. Ja, se jo moraš vrniti v knjigo. Ko sem odmine, ne bom plačal, ne. Plačaj. Ja, no povej ti, da si ti v Kamniku že koliko si sposodil. Ja, ne 5 do 7. To je najbolj izposojena gorniška knjiga. Pa vedno eni nisti, kaj pač izposojil. Zdaj ima svojo, tako da okej. In ja, je pa zanimivo, da sem jaz prvi kupil, ne. Čeprav sem bil toliko skeptičen, ampak ja, sem se jaz to prvi pohvalil. In pokaj mene to enkrat prijel, pol je to, ne. Pa sva bila kar dostikrat v kontaktih, sicer pa spet treba uskladiti, pa ne, da greš nek konc pogledat. Tle tudi Matej pa Tanja sta naredila veliko takih ogledov, tudi brez mene itak. Ja, skupaj in ločeno in pač, jaz sem jih 13 naštel, v bistvu zanimiv, ne, 13 uglednih tur, zdaj ali je sam, ali skupaj z Aljošo, ali je bila še moja partnerca Tanja zraven kdaj. 13 tur, pa naredil se je skoraj toliko kilometrov, kakor sva jih midva zdaj naredila. Se pravi, to je bilo cirka 265 kilometrov se je naredil na teh turah, pa spet okoli 17,000 višincev, ne. In to so zelo podobne številke, kot jih ima dejansko Krona Slovenije, če greš za No, kar povej, kakšne so te številke, pa kakšne so bile vajene. Ja, zdaj tako, ne. Viki navaja v tem vodniku, da je neka okvirna dolžina 310 kilometrov. Mi da sva že pa 17,000 višincev. 17,000 ima on, tako, ja. Ja, 17,000, višincev navzgor. No, in mi da sva potem, ko sva te etape mal delala, Ljubljana, Škofja Loka, pa Škofja Loka, Zalilok ali pa kaj drugega, so videla, da se te kilometrske zadeve mal niso čist, ne, in da so neka odstopanja in na koncu, ko sva zdaj pred parimi dnevi to končala, sva dejansko namerila 275 kilometrov, s tem, da sva šla tako, kot je treba.
in 17.200 višincev. Se pravi, višinci štimajo, tukaj lahko pride do tega odstopanja. Kilometri je pa pač nekaj manj, ampak se mislim, da smo se zadnjič tudi na pijači z Vikijem pogovarjali, ki naj je zelo prijazno se je odzval in naj jo povabil. In je bilo eno krasno druženje. Rekel, da ta dolžina njegova je tako in tako neka okvirna, ki lahko da ne drži, tako kot sem midva prišla. Sta bile pa še dve dami, sta pred nama to naredila v 7 dnevih, pa tudi one dve se mi zdi, to sem hotel jaz vprašati, kdo pred vama, koliko ljudi pred vama se je tega sploh lotilo? Ja, zdaj veva za dva, mislim, para, ne, 2 ženski, ne, ki si ti rekel v 7 dneh. Ja. Zdaj, koliko sta namerile, to nisem se toliko... Mal čez 300, Okay. pa višinci so bili pa neki podobni. Ne. Višinci vse ok, edin klenem, one sta imele, mislim, da 305-307 km. Aha, ok. Ja. Pa dva fanta, ki sta tudi dva možaka, sta pa nekaj 12 dni. Tako. Ja. Zato veva. A ne, tudi Viki je rekel, da zato ve. No. Ja. Tako da zdaj lahko da še kdo, ampak ne vem. Gužvenine. Ne, ni, mislim, mogoče bo zdaj. Wow. Je pa tudi tako, ne, sej David, midva sva tudi, ko sva se odločila za to in ko sem jaz nekako naredil plan, kako naj bi te etape potekale, nama je bilo tako jasen in to je tudi Aljoša dal vedeti, da greva čez beli dan, ker so zdaj sicer dolgi dnevi, po noči počivava, tako da nisva hotla zajedati v noč ali pa tišati do ne vem kdaj, pa par ur spat, pa spet nekje. Skratka, hotla sva čez dan, toliko bo, pa potem pač počivati čez noč, pa naslednji dan. Sam te vajne noči so bile kratke, če sem se jaz prav pozanimal, sta vidva, kaj po 18 ur na dan v povprečju. Blav pogon. Na meni je bil, da ja. Nekaj, zdaj tako razprijaš v teh nočeh, počitka in to. Ne, na meni je bil tak, ne, da pač čim več vidva. Ja. Ampak na takih zadevah se ta ampak vedno zgodi, ne, in se pač kdaj mogoče malo zavlekel. Ne. Tako pač je, ne. Ja, poveš, kako je bilo. Težko je liho minuto splanirati, ne. Tudi, če gre vse ok, pa pol naenkrat ne gre, ne. Pač nekaj pride, ne. Koliko sta vse skupaj spala na tega Aljoša? Ja, jaz še tiska sem mal, ne, ker nekako nisem mogel spati tudi tam, ker smo se pač nastanili, že tako itak si utrujen, boli maluno, razmišljaš kaj drug dan, kako boš, ne vem, stvari poštimal, se pripravil, tako da ne vem, povprečje na noč, kaj pa jaz vem, da je bilo res... 6 ur. 6 ur so imela povprečje za počivanje. To je bil povprečje, to ja, pa tako. tudi pomeni tuširanje, Tako. večerja in potem spanje. Celovečeren film, mogoče je to. Ja, veliko sva pogledala tega. Vse gospodarje prstanov pa hobite, ki so malo daljši. Ja. In to je trajalo ta romantična tekaška izkušnja ali agonija, zdaj ne vem, ne, je trajala pol kaj, 4 dni, slabe 4 dni, tam. Ne, 4 dni pač. Ja, 4 dni. 4 dni, nekaj minut pred 5. dnevom sva zaključila. Ja. Ja. Tako nekako. Koliko je vmes minil? Koliko ste se pobrala kot... Jaz zase lahko rečem, da nikoli. Da bi me minil, ne. To sigurno ne, ker mislim, čim sva se v to spustila, toliko imam tudi neke trme ali kakorkoli, razen če bi bilo res ne vem kaj, ok, to ne moreš reči, ne, ampak drugače pa niti enkrat, da bi pomislil na kaj takšnega. Tako da... No, Aljoša, to je del zgodbe, ti Matej? Ja, David, ne si ti Aljošo tudi zdaj že poznaš kot tekača in jaz bom rekel tako, vsi tisti, ki Aljošo ali pa Muca poznajo kot tekača, pa mene, bojo vedeli, da pač jaz njemu ne morem parirati, ker pač rezultati na tekmah pokažejo svoje in to je dejstvo, ne? In to je meni jasno.
In če se midva odločiva skupaj karkoli delati, potem je jasno meni, da se bo Aljoša mogel prilagoditi, ker sicer bo šla vsak zase. Aljoša je pa, ko ga jaz povabim na to, seveda se odzove in sprejme to dejstvo, da greva skupaj, se pravi, da bo šel on kljub vsemu malo bolj v lagodnem tempu, kakor bi šel lahko sam. In to pomeni tako, kot je on že prej omenil. Jaz mogoče imam idejo za nekaj tazga odteči, česar se Aljoša sam ne bi lotil, tako pa dobi tudi on priložnost, da gre na neko pot, ravno tako kot jaz, ki jo pač ne poznava, je lahko lepa in bo lepa dogodiščina, dobra izkušnja. In tako mislim, da izkoristva vsak en del tega v tem. Ne. In tukaj, ko so šla na krono, je spet tako. Mislim, Aljoša je tisti, ki bo mene čakal, pa recimo je bolj, bom rekel, v nekem lagodnem tempu, jaz sem tisti, ki on se ne ustavil. To je kar malo tako, je treba se zmeniti, da dejansko more on mal ustaviti, ali pa grem jaz naprej, da gre v nekem tempu, ki ga bom jaz zastavil, in to ne bi pomenil, da bom jaz to tudi zdržal, da ne bi on mene izčrpaval s svojim tempom, ker se ga v enem momentu ne zaveda, da gre malo prehiter in da jaz sebe trošim. Tako da to pa je treba pri nama malo doreči, pa se upomniti, če hočeva, da prideva oba dva v kosu, kot par nekam na cilj etape ali pa na cilj cele zgodbe. In koliko gleda enega pogovora vmes, enih štosov oziroma borbe pa ne, da se že kar dobro poznamo. Da smo že tako bolj, mislim se tudi Tanja se heca, da so že kot dva zakonca stara, da ne raba kaj veliko debatirati o tem. Po mojem, da si kar malo pogledava, pa tako je veva nekje, koliko je ura. Mislim, vsak mora malo, mislim, moraš biti pa z glavo pri stvari, mislim, menem nič pomenil, če bi jaz šel tam pa nekaj po svojega, ne okrog skakal pa to, ali pa obratno, da bi recimo jaz imel neko krizo, ki tudi lahko pač pride tudi men, pa da bi zdaj rekel, Matej, ok, lej, grem po svoje. To pol, mislim, toliko sva en do drugega, ki tudi veva, drugače ne bi šla v to. In tlele mislim, da se kar dobro nekako sva se najdla, se dopolnjujeva, enkrat njemu ne gre, enkrat mene, ali pa pol ne vem. Mislim, se pravim, sploh ni neke debate ful, no. Se meni se ni zdelo, da bi se mogla karkoli o tem pogovarjati. Je zanimivo, ker do zdaj niso bila več dni na neki taki, zdaj so bila 4 dni nekako skupaj stalno, bi rekel, razen tistega spanca, ki ga vsak po svoje dremal ali pa ni. Je zanimivo, da sva tako spalala, ker kljub vsemu bi lahko kaj bilo, enkrat je pa bilo. Jaz sem mogoče malo bolj tak, eksploziven, pa malo bolj temperamenten, malo bolj zarubanten, kdaj, ko mi kaj ni, in znam kar v dolžino vleči besedno. No, in to se je zgodilo iz doline Voj proti vzpon proti Vodnikovi koči pod Triglavom. Tam mi ni šlo. Vroče je bilo, nobenega izvira, nobene vode, nič, in me je vročina kar dobro tepla. Vzpon je bil tudi tak neugoden, ni mi bilo všeč in zmer bolj sem bil nekako namrgoden v bistvu, in čim prej sem si želel priti do Vodnikovi koče, da končno nekaj pojeva, spijeva, se sestavim vsaj jest, da bom sploh lahko šel naprej na Triglav in pol še v noč pa do moje strani. No, in tam je Aljoša šel pred mano in je nekaj začel planirati, kva bova na Vodnikovi koči, zdaj pa tole, pa pa ne vem, pa to, pa greva danes. Rekel, Ne, moj plan je bil sam to, da pač prideva varno čez
na Triglav pa pol dol. Ne. In to sem hotel malo pač ga povprašati, tako ne, po vinki. Jaz sem pa malo popenil, malo sem dal iz sebe ven in se rekel, če jaz bom na vodnikovi koče zapravil v znar, ki ga imam, če bom vse pojedel, pa vse popil, ne grem nikamor. Briga, ampak dokler se jaz ne zastavim, ne grem nikamor, če ne lahko kar zaključim. Jaz sem fertik. No in pa me gleda tako, 10 metrov je bil pred mano, pa malo višji, pa me gleda tako dol, pa jaz njega, zdaj pa. Okay. In se obrne in gre naprej in je za njim se rekel, pesma, ne, zdaj sva šla, pa malo, da pa to walk the line, ne, pa hodva po robu zdaj, odnosa. Ja, lepa zdaj. In mislim, da pol, ko sva na vodnikovo prišla, sva v miru in pojedla, in spila, in se umila, in napojila, in nafilala. In resetirala razmerje. In tako, in pol sva šla naprej, sem jaz začutil, da je bilo dobro, če rečem vprosto, ne. In pol je bilo vse v redu. Ne, se čist normalno, brez kakšne. Kaj jaz tudi takrat, mislim, jaz to razumem, a ne? Seveda. Pač itak, da to so le taki napori, pa to, da tam je bilo res vroče, tam je bilo res umospon, je res tak bil pasi, grdo rečen. Mi da so itak štartala na Soriški, prej še Črna prsa, Rudica, pa pol v Bohn, pa pol šele gora, ne, na Triglav, tako da. In ja, pa je bilo vse okej, mislim, to sploh ni bilo tleke debate, da bi se karkoli naprej. Mislim, lahko bi se, če bi jaz bil verjetno bolj, ne vem, drugačen, pa bi skočil na to, pa bi, ampak ker vem, kaj je to človek takrat nekako doživlja in to. In če mi še kaj, ne vem, drugega rekel, hujšega, meni ne bi bilo. Ja. Sme razumel, ne? Sem te razumel. A pa je sploh še malo bolj. Še veš za naslednjič, zdaj za naslednjič, da da to izkoriščal, pa dajmo ga. Ne. To je bilo tam v kontekstu in to je to, tako da je bilo čisto okej. To je bila edina neka taka stvar, da smo imela nek mini crash. Umela ste hrano, pa to, koliko sta pa kalorij pokurila v teh 4 dneh? A imate kakšen podatek? Ja. Na urah so podatki, jaz veliko na to ne dam, ampak verjetno je pisalo tudi tam 4000 ali 5000 kalorij, če je to možno, ne vem. Na dan. Če to drži, ne vem, s tem se nisem nikoli preveč ukvarjal. Ja. Sem pa jaz osebno tukaj spoznal, da spet, ne, to, kar sem že na mnogih tekmah, da enostavno ne energijske tablice preberam, pa zberam še tako, mi tam nič kaj preveč od tega ne paše. Dejansko sem na tekočini in gelih, in pa planinske koče oziroma najin support, ki je z avtom bil enkrat ali dvakrat na dan, smo se videli, da sva tam juho jedla ali pa mogoče špagete, da na to lahko živim, na tablice ne morem računati. In če je bila predolga razdalja do koče ali pa do te support točke, je meni lahko že začnel fan po želodcu takrat, da manjka, da ni. Takrat je pa že pol malo se slabost uglaša, pa malo a se išlo, a se ne bo išlo. Plus vročina je bila nenormalna, lih takrat ne, in tle sem imela še večje težave, ne, kar se tiče pa same vode, ne, pa pač pijače, ne. Ker spet ne moreš to k sabo imeti. Zdaj malo sva tudi sama mogoče, da je bila kriva, ker bi lahko recimo še kakšno flašo si vzela, pa sva rekla, sej bova, ne. Pa to vidiš po parih urah, da to bova ni, ne. In pa sva bila kdaj, ker malo že tako na hlape. A sta bila skozi v kontaktu z support timom? Takrat, ko sva se bližala tisti izmenjeni določeni točki, takrat sva mogoče malo obvestila, da prihajava, pa da bova res juho jedla, tako sva že zjutraj rekla, da jo bova, da se ne nič spremenili in tako je pač to bilo, ne. Ja, nič nismo rekli, zdaj, kakšne so bile te mogoče številke pa dnevi, kako so potekali, v katerih krajih sploh govorimo. A ne? Ja. Pa koliko štempla sta nabrala? No, to sva, ja. To malo, zdaj vse te točke, ki je Matej takrat že izpostavil, da bova pač, da so na tej trasi, ki jih morava nekako videti oziroma iti mim. Tako da zdaj same karakteristika pa po moje, Matej, ti to malo bolj si skupaj potegnil.
Ja, zdaj Viki pravi v svojem vodniku, da enostavno ni treba žigosati. Priporoča pa, katere vrhove oziroma na katere točke bi bilo fino jeti, ker so vredne tega. A ne? In tako sva tudi mi dva to naredila. In ko sem jaz planiral nekako, v kolikih dnevih naj bi to zaključila, ker spet ta star dopust je bilo treba pokuriti, pa sva bila omejena s tem nekako. No, še te plani, ki mi Matej poslal. Pač jaz sem pač rekel, ok, greva, ne? In pač sva šla gledati določene trase, pa sva šla recimo z Ljubljane do Škofje Loke, ne? To je bilo recimo dobrih 25, pa sva šla pol z busom nazaj, pa tako, ne? Ampak meni je bilo to takrat vse cool, ne? To so take razdalje, ki pač še ni nekih problemov, ne? In Viki nekje piše 10 do 12 dni, ne? Ta krona, da se lahko nekako naredi, ne? In tako meni Matej pošle pol listke, ki bova, pa do kamora pride tako 4 dni in jaz ka gledam tisti. No. Ok, a je to resno? Nisem rekel nič ne, ampak je bilo tako, ne. Že sam, ko pogledaš te hribe, je malo tako, ne. Tako da tako, kar se tiče planov, to je tudi Mateja maslo. Tako da, ja, mogoče jaz sem šel iz tega, da imava toliko dopusta, toliko dni si nekako lahko vzameva. In sva rekla, ok, 4 dni je optimum. Zakaj bom tudi povedal, ne. 5 dni še sprejmava, nekako 6 dni bova pa že na tesnem. Tudi s časom, služba bo in tak, ne, konc vikenda recimo. In 4 dni pa zdaj zato, ker nisva želela spati po planinskih domovih, želela sva spati nekje, kamor lahko pride avto, da je tudi, bom rekel, podporna ekipa, partnerca Tanja, pa moj sin Jošt, da sta zraven in da spimo tam. Se pravi, mnogo tega odpade. A ne? Midva bi prvi dan, namesto da greva iz Ljubljane na Soriško planino, bi lahko spala že v Zalem Logu ali pa na Blegošu, ker bi bilo mogoče bolj sprejemljivo, kar se kilometrov višincev tiče, pa še neki bi nama dneva ostali, malo za sproščanje, ampak na Blegoš sicer avto pride, sem ga tudi nisva hotela gnati nekam, ne vem kam gor, sva rekla nič, prideva v Zali Log, tam ni veliko možnosti za prenočevanje, pa pol še na Ratitovc, pa na koncu še zdrsnava na Soriško planino. Še zdrsnava pač. In še dodatnih 10 km, pa sva na Soriški tam, pa prav Viki, da se super prenočuje, ker on pa živi in sva, tako da dejansko je šlo s tem tempom, kje pa avto, pa da ta kraj še ponuja neke apartmaje, da se da kakor toliko dobro prespati. No in tako je bil pol ta plan 4 dni, če mogoče 4 dni ne bo šlo, ajde gremo še v ta 5 dan, pa bomo že ta 5 dan pol zdelali, ker ipak smo mogli malo prej rezervirati ta prenočevanja. No in to smo vse naredili in prva etapa gre zdaj tudi tako, da drugi si znajo zdaj predstavljati iz Guncelj, kjer je Viki Grošelj nekako doma. Gremo v smeri Katarine Jetrbenka, Svetega Jakoba, Osolnika in se spustimo do gostišča Legaste, gremo gor na dom na Govejku in preko Osolnika v Škofjo Loko. Iz Škofje Loke na Lubnik, pa potem z Lubnika naprej proti smučišču Stari Vrh, Mladi Vrh, pod Koprivnikom, tako, do Črnega Kala, ki je pod Blegošem, in potem je vzpon na Blegoš in z Blegoša navzdol Koča na Blegošu in v dolino mimo vasi Potok v Zali Log. Iz Alga Loga, kjer naju je avto zadnjič počakal, namreč prej naju je šel v Škofji Loki, pa pri gostilni Legastja, kjer se to da. V Zalem Logu naju zadnjič počakal in pol sva šla v popoldne in že pol tudi noč na Ratitovc, pa iz Ratitovca pač do Soriške planine. In to je nanesel nekje 70 km, tisti dan pa 4800, 4900 višincev. Tako. In potem spanje in zanimivo je to, da ta prvi dan so prišla na Soriško, so bila še res se mi zdi, ne glede na to razdaljo, pa tako,
Vročino, ja. Čisto vročino in čisto ok, ne, mislim tako, so bila res, pa tudi dosti malo so prišla, ne, nekako, mislim, da je bila ura 9 zvečera, ne. Ja, napram drugim dnevom Napram se drugim je dnevom. pokazalo, da kar dosti malo. Ja. Ja, ampak dobro, pa spet je ta protokol, ne, tuširanje, tretje, malo večerja, malo debata. In Je pa zelo lepo gostišče tam Tako. in tudi zelo so nama šli na roko, čeprav so že nekako zapirali tisti večer po strežbo in to so se zelo pomatrali, da so midva dobila nek obrok in tudi zajtrk, potem so nama pripravili že kar zvečer, da so imela. Tako da tukaj vsaka čas, ne vem, lahko omenimo ta liner, ne. lajner penzion, ja. Liner, tako da pohvalno in moram reči, da Še pridemo. fin. To so besede. Da kaj če ti? Verjetno. Sploh zdaj, ko se to slišim. To je bil prvi dan. Prvi dan, tako. Ja. Imela smo tudi malo tako plana, kar se tiče samega ostajanja, pa tega, da probamo, sploh prvi dan, ker smo vedeli, da je ta nekako dolga, dosti dolga zadeva, da probamo štartati ob 6. prvi dan. Pol za naprej bo pa videla sprota, ne. In pa glede na to, da se je prvi dan tako fajn lepo zaključil, pa da smo bili dosti zgodni, kar se tiče, ne vem, tuširanja in tega, sva se pol zmenila, da mogoče bi drugi dan tudi štartala kar tako uro, glede na to, da je še 3 glavne pred nama. A nam je ratal ob 6? Je. Ja, smo bili kar pridni, 5 ure, 6 sva štartala, pa mogoče minutko 2 čez, no. Tako da ja, no pol pa naprej. Pol pa vzpon proti Kobli, to je enih 200 višincev, vrh smučišča oziroma vrh Kobla, pa v smeri Črne prsti, tako kot gre tudi nekako gorski maraton 4 občin, pa naprej na Rudico, 1900 neki, iz Rudice spust v Bohinj. In tukaj sta naju zopet z avtom počakala, sva pojedla nekaj, pol je bil pa ta zoperen del od Bohinja mimo jezera proti Vojam, kjer je dejansko kar dolga dolina, mislim, da je cirka 10 kilometrov. Vodo slišiš v tistih soteskah in tako se pretakati, žuboret do nje ne moreš in tam nama je kar manjkalo tekočine, ker si kar izpostavljen soncu in je bilo vroče. No. Tako, kot sem prej omenil, me je kar dober tepel proti Vodnikovi koči, pol je bilo pa spet boljš proti Triglavu, pa tudi sneg, ki je še ostal pod Triglavom, tudi zelo prav pride za karkoli, pač se mavžati, Kepati. pod kapo, da jedi, da se tali. In tako da to je pa v redu. Tale denik bi mogel ustati. Ja. Na Triglav, super, na dan državnosti Tako. so bila v bistvu zvečer ob 7 na Triglavu. Sama. Nekaj. Nisem mogla verjeti. Neki nekulturni Poljaki so se pol šele za nama pretepali gor, ki ne znajo pozdravljati, recimo. No, vmes sem imela še to, mislim, sploh Matej imel še čas se ukvarjati za kulturo oziroma s pozdravljenem ali nepozdravljenem, tako da je še to jim dal par vzgojnih. Pa se ni kaj prijel, po moje. Ne, na poti nazaj, ko smo jih spet srečala, se ni prijel. Ne, model s telefonom v roki in tako mim naja in tako se rekel, ok, Matej, tole ni padel na plodna tla. Ne, pa tudi ne bomo več probali. Prehrane energijo. Točno to je. Ja, spust Krederca. Krederca. Se je že začel malo mračiti, ne? Ampak smo mogli še pač v dolino. Plan je bil do gori, ker smo imeli tudi rezerviran apartma, ne? Ne do gori, do Dovja. Do Dovja, ok, Dovja, ja, tako. Dovje, ampak glede na uro, pa glede na eno že malo utrujenost sva zaključila v moj strani pa rampi. Tako da... To je bil dan 2? Dan 2, ura 11, nekaj tašnega, pa pol spet te zadeve. Kjer dan se je pa pol, kjer je bil najbolj zahteven? A je bil 4?
Ali bi mogoče. Sem vsak dan posebej, ki si ga naredil, ti je bil pač uno. Tako da Ja, vedno je nekako zjutraj lepo stekel in je šlo dokaj lepo v dan. Zvečer, ko so pa pričakovali, da bo kljub vsemu malo prej zaključila etapo, se je pa pokazalo, da je vseeno toliko kilometrov, toliko višincev je splaniranih, da se naredi, čeprav se zgleda niso čisto dobro zavedali, ampak ja, na koncu so kar zaključili ob 10, 11 in to ti postane malo časa za neko regeneracijo ali pa en kvaliteten spanc, pa da priješ v partma, da se ves malo razbolen, utrujen, da prvo stuširaš, ker ni ista brzina, kot pa doma, ki si spočita. Pa še nekje v nekem tujem apartmaju, nekje, ki nimaš vse pod roko. Pol je večerja, malo moraš podebatirati tudi s preostalima 2 članoma, jasno, kako je šlo čez dan, kaj se je zgodilo, kako je bilo. Pol pa bi bilo dobro, da še tekaške nahrbtnike pripraviš za naslednji dan, ker zjutraj je to tako, tudi malo panika lahko. In je bilo treba še to pripraviti. Pa ura že pozna in spanca ni velik in sva bila zelo vesela, če sva uspela zaspati in trdno spati, kakor toliko, da nisva imela kakšnih nenadnih. A lahko naštojete še kraje 3. pa 4. dne, pa koliko so se veselila finiša? A res hočeš to slišati? To so zdaj najbolj zahtevna imena na trasi. Lahko pa preskočiš na zadnjega. Ko vem, da bomo skozi odzvanje, že od samega začetka. Ne, ta 3 dan iz Tržiča, ne, se ne vem, smo bili že v Tržiču. Drugi dan so prišla v Dovje, ja, in potem so se zjutraj vrnila v Mojstrano in z Mojstrane štartala spet mimo Dovja proti Dovški Rožci, pa potem v smeri Koče pod Golico, pa čez te planina Seča, Belska planina in tako naprej do Vajneževega sedla, pa iz Vajneževega sedla na Stol. To je highlight tega dne. Krasni razgledi, cel dan nazaj pod Julicem, ki je sva bila en dan prej, recimo, res lepi razgledi po Sloveniji in v Avstriji in tako. Iz Stola sva se spustila na Zelenico, pod Vrtačo, na Zelenico, pa iz Zelenice na Ljubelj, kjer je čakal avto, Tanja in Jošt, in potem še zadnjih nekje 20 kilometrov čez Bornove tunele proti planini Prevala in iz Prevale še na malo bolj komplicirano pot. Nisva pričakovala, da to zahtevna, tudi na uglednih turah se jo nisva pogledala, nisva uspela, pa bi bilo kar dobro. Je kar taka mal hecna proti Dobrči, kjer so že prišla, ko je bilo treba čelke natikati. Pa sem imela še malo s problemom, to je bila mogoče moja napaka, jaz ne bi to poznal, pa nisem iz Dobrče, skoče na Dobrče, nisem ujel poti spust proti Tržiču. Reče se, tam, kjer padalci vzletajo, pa Poldetova klopca. Ja. In tam nama je pol pomagal en domačin, ki je ravno šel skoče na Dobrči, da nama je pokazal, naj je v smeru, pol mi je takoj zabliskal, kje je treba jeti, ampak pol smo šli skupaj, se je bil tudi on dokaj hiter. Vmes nama je povedal, da je član policijske specialne enote, se mi zdi, in da kar veliko trenira. Kar natreniran poba. In se je tudi pokazal, da ja. On je pa mislim, da tudi dojel, da nisva kar 1-2 sta se izgubila. Pa da lahko gremo. V Tržič in je bil spet mislila sva, da bo krajši dan, pa je bil spet zelo dolg in tako je to bilo. Ampak je pol utehtal spet apartma, ki je bil spet top, lahko spet pohvalimo
mislim, da apartma Botanika, če sem se prav zapomnil. To veš, V Lešah, ti bolj, ja, ne? ful, tudi top, super zadeva, tako da smo bili tudi zaradi tega. In tudi Tanja in Jož sta bila, mislim, valjda bolj vesela, če prideš nekam, da je res tako prijetno, da se lahko normalno res spočiješ, kar se pač spočiješ in nabereš neke moči za drug dan polno, da smo šli pol v ta 4. dan. Ja, grand finale. Finale. To sem imela kot Grand Slam v bistvu. Ja. Ne? Aha. Ja, iz Tržiča v samo mesto in tam se začne vzpon proti Kriški planini, koča na Kriški planini. Koča na Kriški planini, pa potem naprej proti Tovsti vrh. Tovsti vrh, tako, pa na Malo Pa na Poljano, Malo, ja. pa na Storžič. Storžič? Iz Storžiča je spust na Bašelski preval, pa potem ne v smeri Kelišča, ampak levo navzdol proti Jezerskem. Prideš v dolino, kjer si v enem potoku spuščaš do glavne ceste v Spodnjem Jezerskem, je gostilna Kanonir. Tam vmes smo se spet srečali, pojedli, popili, vroče je bilo in jaz sem se tam že kar mal bal vzpona proti Češki koči na Mlinarsko sedlo pa na Grintovca. Ne. Katere razdalje so tako, da smo se mi prvič videli, je to menili, ne vem, 10 ur, ne? Ja. In zdaj vmes, tle karavanke, pa ta del ali pa ta del, tle ni neke vode, mislim, tudi tle, ko smo šla dol iz Storžiča ali pa tako, mislim, kar smo imela res presepne. Pa vsak potok, ki je bil, sva izkoristila za to, da sva se pač in hladila in pila in Ja, kar težko se je bilo. Ja. Ko si najdu potok, živo vodo, neko hladno, si se kar težko poslovil od nje. Tam si mogel obvezno nafilati in bi ga kar najraje izsušila. V bistvu. Je pa malo tega. Ne. Dejansko je po slovenskih ribih zaradi apnenca, pa tako, ker voda nekako pronica izginja, je malo vode in si moraš dejansko to, kar upozarja tudi Gorska reševalna zveza, pa tako, ne, da si moramo planirati te hribovske ture, vzeti dovolj tekočine, ker je ravno to ni dovolj v naravi sami. Ne. In ja, to se je tudi nama poznalo, ko so bila kdaj kar precej na tesnem, ne, v teh vročih dnevih. Ne. Smo pa že skoraj na cilju. Ne? Ja, pa so se nekako pretepla čez Mlinarsk sedel in Grintovc. Prvo še Češka koča, ne? Češka koča, pa je pač Mlinarsko, pa Grintovc, ki nam je tudi pobral kar nekaj energije in časa, pač predvsem energije. No? Ja, tam je kar tako zahtevna zadeva. No? Tako da ja, in ja, pol sva padla na Kamenško stran, na meni domačo znano, tudi Aljoši siguren bolj kot marski drug hrib, ampak je pa spust iz Grintovca v Kamenško Bistrico 2 jurja metrov se mora spustiti, ne, v 10 kilometrih in to je ta spust je napor. Ja. Ni nam všeč, bi rekel, tudi ko, če greš normalno v hribe, je tak stalno neki, ne, ni lepe poti. In so kar dober, vsaj jaz zase govorim, kar dober pretepeno noge prišel preko do Kamenške Bistrice, kjer je bila že noč. Daš čelko gor, je ajde vroče, potiš se, taka tista mal sparina tudi pol, pa tako, pa še mušice začnejo brleti okoli tiste čelke, pa usta, pa oči, pa kada ni bilo dovolj, ne, še to. No, v Kamenški Bistrici sva se pa usedla. Prej ni bilo neke debate, kaj zdaj narediva, ko pridejo v Kamenško Bistrico, ker to je bil kao 4. dan, ne. Pa pač pridejo tja in tam je prišla še moja sestra pogledati, ker sem bil tako pol ful, takoj ti da neko uno. In tako in debata, ne vem, ko smo se sicer pogovarjali, res si začne malo te žule, nekako flikati uno tretje in mislim, da me je sestra vprašala, kaj je to, si zdaj to zrihtal, se neko valjda, zdaj, če se bom to zrihtal, ne zato, da bom šel spat, ne, zato, da pač gremo naprej, ne. Jaz sem to slišal. In je to slišal in zagrabo, ne.
In pa ste sfiniširala. In pa sva rekla, mislim, a sva sploh kaj rekla, ne? Zrihtala sva se pač. Zrihtala sva se, ja, zdaj, kaj se pokaže, ne? Ti daš gor, pol po 3 dnevih, recimo, daš copate, superge za trail dol, povzameš copate, superge za asfalt in misliš, da bo nekaj lažje, ampak klinc, ne. Noge so utekle, so malo razbolene, od tistega kamna, skale, te mrz, kjera te tudi v nogo udarila, pa tako se je malo bolj utečen in so tudi te supergi, vsaj mene, kar dobro tiščali in se mi je pa tukaj, če se mi prej ni, se mi je pa zdaj začel malo žuli delati, ne. In spet ni čist tako, kot si mislil, da bo, in jaz sem Aljoši rekel, ok, pejva do konca, zdaj nima smisla, da hodimo spat, tako, kot je rekel, ampak da teč pa ne morem več ne vem kaj. Oziroma, jaz sem pol tako razmišljal, če bi šel jaz sam, bi tekel 5 metrov, pa 10 metrov, pa 20 metrov, pa bi se ustavil za 7 metrov, bi hodil, pa bi spet tekel, nekaj bi kvačkal, ampak bi to smešno izgledal, kot da se norca delam iz njega, a veš. To bi se zaletavala, po mojem. Kdaj se je to zgodilo, ne pač? Matej zalaufal, jaz za njim, on se vstal, jaz veš uno. Ja. Tako da ja, zmeljna In doba. se rekel, pejva, ampak bo to večinoma hoja, če bo tekla, bo pač samo nek preblisk, ne. In tako sva probala, majčken stekam, ampak kljub vsemu je bila to v glavnem hoja, bila so pa tudi že pol se je pokazali, ko so šla mimo Kamnika proti Podgorju, mostam, Vodicam, da sva tudi že kar zaspana. Namreč za ta dan sva kar rabila 23 ur v bistvu in si videl, kdaj je Aljoša jaz pred sabo, kako majčken za niha, ne? Ali pa jaz sem tudi sebe zalotil, ko sem šel malo po svoje, da sem oči zaprl, ali pa ne, je bilo pa že naporno, že tako malo ena taka agonija, ne, da ajde gremo, ampak ni več. Ja, takrat sem jaz tudi sam sebe, še Mateja sem vprašal, mislim, kaj je to, pač grem naravnost, črta, mene pa kar mal uno, a veš tako, nisem poznal tega, je bilo tako mal zanimiv, ne. Ampak sva kar šla, ne, se tem pa smo imela kljub hoji, ok, ne, sva šla, nisva, a Se veš, so kar hodila. sva hodila, ne. Tako, Ampak vseeno te kar malo nekaj zanaša, ker nekaj nisi tako. Ampak ja, spet je bila varnost. Tik pred ciljem sta pa verjetno spet šla naravnost, pa to te pa postalo, ne? Ali ne? Ja, bila je še šmarna, ne. Ja, Viki ima toliko rad Šmarno goro, Turenc, pa tisto plezarijo, ki je kot še Šmarno, mladostnik okej. Ja. tam upravljal, da je rekel, da je treba na koncu še čez Šmarno goro. Ne? In sva šla. Je bila odveč, ampak sva jo zgrizla nekako. Bolj na trmo, kot pa na kaj drugega, se mi zdi. Ja, jaz sem šel zelo že na trmo. Mislim, tako, malo sem se že pretepal s tistim klancem. Hudo. So prišla na drugo stran, jutranji pohodniki, Sveži in Čili, so tudi že bili na Šmarni gori, midva nekako nisva pasala v to druščino, ampak sva se probala čim bolj nevidno odkotaliti proti dolini, do Tacna in pol sva še pač do Guncelj odveslala to, kar je, ker so šla lih mentacna, odveslala še to, kar je bilo treba. Ja, ti pa da, tako si rekel, mogoče, ko se malo bližaš, ti pa spet da majčken vsem. Imaš še malo sebi, da lahko malo potečeš, pa se še malo narediš, da nekaj znaš. Ja, boš ti to, ali pa ne vem, kdo odvajal to tudi v neko reportažo dal? Tako v pisni obliki, da na YouTubeu je že, a ne, filmček. Za YouTube smo se malo pomatrali, predvsem moram Tanjo pohvaliti. Bomo dali opis tega videa, pol še Tanja, hvala. Okay, hvala. Ja, zdaj rekli smo, če že gremo na to, verjetno bomo šli več na krono v takole strnjeni obliki, dajmo malo posnet, dajmo malo probati posnet, če se le da, in to se je pri nama tudi poznali. Prvi, drugi dan sva bila še nekaj aktivna, bolj sva šla proti koncu, bolj To nismo je dodaten imela vole. napor in to kar velik.
pol sploh pride do izraza. Ne moreš verjeti, kako te lahko izživcira ta telefon, ker ti imaš tekaški nahrbtnik za to, da imaš tam not material, ki ga rabiš, da boš energijsko nekako podprt, pa da imaš neke stvari čim bolj pod roko in da to laufa, tako kot si navajen, ko hodeš laufati. Zdaj imaš pa tukaj telefon, pa bidon in ko telefon ven ulečeš, še bidon ven pade, pa to pa se komisklo in si jezen, kdaj, da bi vsaka taka stvar je dodatno ti da uno. Ne? In so bili prizori tudi, ko bi bili za posnet, ne? Tudi pol. Točno a boš ti, ne, jaz ne moram. A veš, ker ni energije, res rabaš za kaj drugega. No? Ampak tale vajen podvig je vseeno inspiracija za mrzkoga, ki je že v trail svetu ali pa stopa v trail svet. Oziroma, kaj vidva želite, da bi ta podvig dal takim ljudem? Mislim, v prvi vrsti, po moje, pač je to, da pač se gre ven na zrak, na čim več v naravo, v hribe, ne glede na neke čase, da pač to, da gre, da je čim več ljudi v zuni na nekje na luftu, v hribih, karkoli. Mislim, da je to pač nekako glavno sporočilo. Če je vse tole možno narediti, mislim, ti lahko greš dosti manjša doza tega še zmer. Ti greš lahko to po odsekih, vzameš knjigo v roke, imaš lepo vse opisano, lahko greš samo en del, lahko greš, ne vem, 2 dela. Mislim, imaš opcij ogromno. Ne pomeni zdaj, da pa pač moraš narediti cel krog, ali pa lahko si rečeš, ne vem, bom to delo pol leta. Bistvo je, da se pač po moje gre ven, pa da se miga. No. The best. Ja. Tukaj se dejansko hočeva navezati na to idejo, ki je upisana v kroni, da Slovenci imamo res krasno naravo, imamo hribe, ki so dobro markirani in označeni in Viki lepo to promovira, tukaj not viduje velik del sveta, lepih hribov, lepih poti in zato mu gre verjeti, da ko je šel na ta krog v tem koronskem času tudi, da je pa spoznal tudi Slovenijo na en lep, drugačen način in to isto tudi midva mislila. In tako, kot je rekel Aljoša, dobro je, če mogoče midva s tem, ko ga nagovoriva ali pa recimo inspirirava, ampak midva se rekla, da bo to probala pač malo kot tekača, malo hitrejš, malo sva se mogoče vnesla, je bilo na koncu le malo preveč, nisva lovila ali pa si želela nobenega rekorda postavljati, ker veva, da so v Sloveniji dobri in boljši tekači, ki to lahko naredijo. Hit povej, da nam še una. Gre za to, ljudje pejte v naravo, hodite po teh razgledi so fenomenalni in ljudje, ki se gor srečujemo v hribih, se znamo tudi drugače pozdraviti pa pogovoriti, kakor pa mogoče v dolini in to je tist, kar pa vleče in jaz mislim Slovenci, ki imamo te hribe, ki imamo lepe hribe, da bi mogli tega biti več, ne? Da se gre. Super. Pojmo. To je to. Vsi mahamo uno kamero, veš, ko ono še živi. Sam čist na hiter, plani za naprej. Kamera niso. Mislim, Matej zihar ima, ne? Ja, jaz imam. Matej ima, jaz nimam. Jaz pač imam... V bistvu, ker ima Matej, imaš tudi ti. Ja, jaz imam že neki v povojih, ampak zdaj je čas za druge stvari, zdaj je zabava, zdaj je rock'n'roll, zdaj smo neki pod kapo dali. V prihodnem letu ali 2 pa mogoče nova zgodba. No, evo, toliko v planih. Kaj bomo še pa ti kaj dali? Da bomo pa res zaključili. Dej zdaj. Fanta, ostanite tak dober navdih še naprej. Ali pa res rečem, taka 2 svetli točki te človeške družbe še naprej, pa v sklopu tega športa, pa tak navdih. Res, hvala, ker ste uletela. Dajte si kolikrat 7-krat sposoditi tole, pa na pot. Pa kupiti pa na pot. Še en športom pozdrav za finiš.
Ja, najprej mi dva. Okay, hvala, David. Thanks. Pa še mi dva. Hvala, David. Čau.